Človeška ribica je izjemno zanimiv organizem in tega se zavedajo raziskovalci in njeni opazovalci že več sto let. V sodobnih raziskavah smo poleg te dobro znanih prilagoditev na podzemno okolje, kot je izguba pigmenta, izguba oči, podaljšane okončine, prepoznali tudi nekatere dodatne lastnosti, kot so izjemna dolgoživost, zanimiva sposobnost stradanja večletnega in pa ekstremna sposobnost regeneracije. Človeška ribica je glede na svojo velikost izjemno dolgoživa. Mi vemo, da so veliki organizmi dolgoživi. Želve, sloni, človek je relativno dolgoživa žival. Majhne živali pa so kratkožive. Človeška ribica je pa majhna in dolgoživa, ker ima življenjsko dobo primerljivo človeški. Ostale dvoživke, se pravi njeni sorodniki, so pa kratkoživi. In zato sklepamo, da je razlika v teh genih za dolgoživost, ki so poznani, ni prav velika med sorodniki, torej človeško ribico in njenimi najbližjimi sorodniki. In zato moramo zdaj delati te primerjave genomov drugih dvoživk, da vidimo, kje so razlike v teh genih za dolgoživost, in s tem bi lahko opredelili, kateri geni so bolj pomembni za dolgoživost in bi jih lahko rangirali. Še boljša analogija ali pa primer je za regeneracijo. Mi s poznavanjem mehanizmov učinkovite regeneracije, kot jo poznamo pri repatih dvoživkah, ne bomo dosegli, da bojo roke zrasle nazaj. Lahko bomo pa lažje razumeli ali pa bolje razumeli postopke celjenja, postopke predoperativne posege, ki bojo skrajšali bolnišnični čas. To bi bila biomedicinska aplikacija teh spoznanj, ki jih mi pridobivamo z analizo genoma takih nenavadnih živali.